današnji rubriki za odrasle pa danes o internetni strani OnlyFans. Stran, ki je zaslovela po njeni seksualni vsebini, je namreč objavila, da ne bo več ponujala seksualne vsebine. Neverjetno. Tudi tako, kot bi, ne vem, Mercator nehal prodajati kruh pa mleko. Ali pa, da bi Mladinska knjiga nehala prodajati mladinske knjige. Ali pa, da bi Petrol nehal prodajati alkohol. Ne moreš to. Bolj kot katerakoli primerjava pa je to, da OnlyFans nima več seksualne vsebine, tako kot, da ta teden z Juretom Godlerjem tudi ne bi več imela seksualne vsebine. Mnogi menijo, da podjetje s to potezo dela krivico marsikomur, mene pa najbolj jezi, ker so te prelepe mlade umetnice res nategnili, jaz pa tega ne mogu videti. Jezi pa me tudi to, da smo OnlyFans poznali zaradi seksa, po par letih pa si premislijo in seks vzamejo stran. Tako kot vsaka bivša, ki sem jo kadarkoli imel. In tako kot bivši bo moral tudi ne zdaj vzeti dostop do mojih kreditnih kartic. Hvala lepa. Pa naslednjih par tednov namesto pri njej preživeti na Pornhubu. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.